Ok, pa poskusimo kaj pametnega povedati o teh psihičnih vidikih v psihični pripravi športnikov, psihičnih oziroma, raje bom rekel, psihoanalitičnih vidikov, kot jih jaz vidim, ko poskušam aplicirati psihoanalizo na razumevanje psihične priprave športnikov. To se pripravljam malo za predavanje, ki ga bom imel na Smučarski zvezi Slovenije 10. septembra. Jaz imam sicer pred sabo PowerPoint, ampak dajmo mi poskušati malo kaj pametnega povedati, tazga, da če bo tole kdaj kdo gledal, da se bo mogoče kaj naučil. Malo bom bral. To, da se po kuloarjih šušlja, da so moja prepovedana znanja še kako dobrodošla, ker povem tisto, kar se v resnici ne bi smelo povedati, je pa zelo koristno in uporabno. To vem že vsaj četrt stoletja, mogoče 30 let, odkar se ukvarjam s psihoanalizo, prvih 5 let, bolj tako brez javnih izpadov, ker tole, kadar grem jaz v javnost, izpade, kot da provociram javnost, sem kontroverzen. Zadnjih 25 let sem pa tudi začel v javnosti govoriti, malo začel pisati tam v revijo Šport, o Edipovem kompleksu, tam okoli leta 95, to je kar frčalo se po luftu. Uradno povem zdaj tudi tisto, kar se neuradno ne sme govoriti, torej neuradno velja za prepovedano. Ampak v javnosti pricurljala novica, da, torej že več, koliko 6-7 let, da delam z Ilko Štuhec. To je pricurljalo, jaz se s tem nisem nič hvalil, ampak Ilka sama je potem nekje v enem intervjuju s Požarjem rekla, ko je to rekla, se je čisto zaprla, ker ni hotela nič govoriti na to temo. Zato, ker je vedela, kako jaz to delam, in zdaj tisto, kar jaz delam, je bolj psihoterapija, kot pa klasična psihična priprava. Vsaj pri Ilki je bilo tako. No, o Ilki jaz ne bom govoril. Napisal sem, tale gledam, 4 športološke knjige, 2 v psihoanalizi, bolj strogi psihoanalizi, 2 pa o ideologiji, torej sociologija in filozofija športa. 2 sem pa napisal, prvi spol pa predzadnja o spolu, zadnja je prvi spol, te se pa sploh ne dotikajo ne vem kako športa, oziroma ta prvi spol se dotika, celo nekje je omenjena Ilka v enem ali pa 2 stavkih, oziroma bolj njena mama Darja, citiram jo, kaj je povedala o ženski smučariji, sicer pa jaz o Ilki ne govorim, določene resnice o Ilki pač zaradi psihoanalize, torej etike v psihoanalizi, ne smem govoriti, etično to ne bi bilo prav, zato pač te resnice o mojem pristopu k Ilkini pripravi ne bojo šle nikoli v eter. Zdaj tudi, če bi šle te kvantne dimenzije psihoanalitične intervencije v cel kontekst psihične priprave športnikov, nihče ne bi razumel. Da bi se nekomu vsaj približno sanjalo, kaj je po mojem psihoanalitičnem videnju pomembno za razumevanje psihične priprave športnikov, bi rabil nekaj semestrov študija psihoanalize, nekaj semestrov, to pomeni, da bi mogel nekoga, ki je laik na področju psihoanalize, ali pa nekega psihologa že, tudi mu mogel predavati kar nekaj teh semestrov, vsaj enih 100 ur nekih predavanj, fundamentov psihoanalize,
v tem propedeutičnem smislu bi rabil, da bi to, kar bom zdaj kvantnega povedal, da bi približno razumeli. Sam zdaj se jaz ne bom s tem ukvarjal, koliko bo kdo kaj razumel tega, kar bom povedal, se bom pa potrudil, da bi približno štekali, koliko je to zahtevno področje, ne, psihoanaliza v športu. Ne. Zdaj, moram reči, da psihoanalize v športu to nihče ne predava. Niti fakulteta za šport, ali pa ta še najmanj, tudi psihologija na oddelku za psihologijo filozofske fakultete nič o tem ne govori, ali pa kakšna psihiatrija. Psihoanalizo uporabljajo bolj v tem propedeutičnem smislu, ne, se pravi, ta propedeutika je pa močna na kakšnih psihoterapevtskih študijih, recimo na univerzi Sigmunda Freuda, ki se menda zadnja leta kar popravlja. Zdaj, ko jaz govorim, da te psihoanalize športa ne šteka tako rekoč nihče, ne mislim samo na Slovenijo, ampak mislim tudi na študij v tujini. Meni se ne zdi logično, da bi se ta psihoanaliza športa, jaz sem pred 25 leti to poskušal malo zaznati, kje v svetu bi se tole šli, ne, in se nisem nič zaznal. To je v času, ko sem pisal tisto prvo knjigo, ali pa bom rekel doktorat, šport skozi psihoanalizo, ne, nikjer v svetu ni nič odmevnega. Tam neki Barkleyski univerzi sem sicer našel Alena Dandisa, ki je apliciral psihoanalizo v razumevanju nogometa. Tudi tam nekje v Argentini so neko psihoanalizo nogometa bežno oplazili, ampak ne vem, če je to v študiju, ampak tam neki esejisti so nekaj pisali o tem, freudovsko, v smislu, da gol ni gol. No, ko sem letos poskušal na Slovenskem krovnem združenju za psihoterapijo, SKZP, predavati neko predavanje, ki bi psihoterapeutom dalo vedeti, da bi oni lahko intervenirali v psihologijo športa s svojimi pristopi. Govorimo o študijskih dnevih na Rogli, tradicionalnih. Jaz sem se ponudil kot predavatelj, ampak je ta COVID zadevo malo sfižil. Mislim, da je ta kongres prestavljen na november, ampak ne vem, se mi zdi, da tudi nimam volje, da bi se tam nekje silil, ponujal, ker obstajajo odpori do mojih intervencij, psihoanalitičnih intervencij v vsakdanje življenje, v psihoterapevtiko, psihiatrijo, ne nazadnje tudi psihologijo športa. Ne, obstajajo odpori in zdaj to, če usoda noče, ko sem jo zdaj na glavo postavljal. Ne, sem pa mislil na tem kongresu, študijskih dnevih na Rogli, razpravljati v smislu, da je učinkovita oziroma kvalitetna psihična priprava športnikov v resnici psihoterapija. Te aktualni športni psihologi bi se po mojem mnenju zmrdovali, če bi jaz to predaval, klasični športni psihologi, psihoterapeuti, mogoče bi se pa imeli roke, ne, češ, wow, dobili smo klientelo, na kateri bomo služili, ki misli, da imajo športniki kaj denarja, ne. Povem, da nič denarja nimajo, ne. In to obetati si zaslužek na psihični pripravi športnikov, od športnikov, to je iluzija, ne. Športniki so načeloma tisti, ki probajo uspeti tako, da se psihično pripravljajo, da so revni kot cerkvene miši. Rabili pa bi psihično pripravljajo športniki, športnice in njihovi trenerji, pa še neke ekipe bi morale biti inštruirane, kako se obnašati. Se pravi, po mojem videnju je kvalitetna psihična priprava v resnici psihoterapija. In to psihoanalitična psihoterapija, skozi katero je potrebno predelati določene ključne dogodke iz preteklosti, torej iz otroštva,
in mladosti. Ravno v teh potlačitvah, izrivanjih, po tem mojem videnju in izkušnjah, predvsem izkušnjah, pri delu z nekaterimi športniki, tudi top vrhunskimi športniki, vključno z Ilko, pa še kakšnimi temi, ki so štartali na olimpijske medalje. Marsikaj tega je potlačenega v nezavednem in to je treba predelati, da se določene ročne zavore se samodejno zategnejo ali pa so zategnjene, da se to sprosti. Ker v teh časih, ravno prejšnji teden sem bil na eni mali šoli psihiatrije, kjer smo predelovali sklepno psihopatologijo skozi prizmo psihiatrije, sem jaz šel pač preverjati, kaj psihiatri pametnega vedo o človeški psihi in sem bil zelo razočaran, moram reči. In šel sem pa na ta seminar, odštel nekih mastnih 700 evrov za 5 nekih srečanj. To sem investiral zato, da preverim v živo, kako ta psihiatrija razumeva človeško psiho, torej glede na to, da jih šopajo s tableti, namesto da bi zdravili z besedo. Pač pišem knjigo na to temo, sem šel preverjati in investirati v svoje znanje, da vidim to psihiatrijo. In v ta namen, da bom to knjigo, kritiko psihiatrije skozi psihoanalizo, to kritiko diagnosticiranja, psihiatričnega diagnosticiranja, sem začel študirati knjigo Osebnostne motnje. Tam imam avtorja Simona Brezovarja, to je najmlajši avtor, niti nima 35 let, mislim, da je letnik 1986. Se pravi, osebnostne motnje v teoriji in praksi. In ta Brezovar, recimo, se dotakne tudi Freuda, sicer skozi Janeka Muska, to je legenda psihologije slovenske. Ta Brezovar, takole bom kar prebral, govori o Freudu. Freud je nedvoumno ena izmed najpomembnejših zgodovinskih osebnosti. Njegove ideje so temeljito razburkale duha tistega časa in jih lahko, kar se tiče njihovega vpliva in daljnosežnosti, mirno vzporejamo z Einsteinovo teorijo relativnosti in pa Darwinovo evolucijsko teorijo. Ali pa mogoče bi rekel tudi kantovskim, kopernikanskim obratom, se pravi epistemološkim rezom, ki ga je naredil Kant v filozofiji. Tukaj epohalen je Freud, ker je rekel, dajte tolo zavest vršiti za psom, banalno rečeno, in dajte se osredotočati na nezavedno. Brezovar je to izluščil skozi Muska, ker se mi zdel, mislim pa, da je klinični psiholog o Freudu, naj ne bi vedel pri teh svojih letih toliko, da bi suvereno lahko pisal o psihoanalizi v kontekstu osebnostnih motenj. Ampak je pa izluščil Brezovar skozi Muska, da je leta 1908 Freud napisal Karakter in analni erotizem. Se pravi, razčlenil je Freud najprej ta analni karakter, to je skopuški, trmasti, sadistični karakter, in ob konceptu nevroz je Freud tako vpeljal še nevrotični značaj, ki je v osnovi povezan s temi pač znamenitimi 3 fazami psihoseksualnega oziroma libidinalnega razvoja. To je oralna, analna in falična faza, oziroma to so ti karakteri, analni, še prej oralni karakter, pa falični karakter, to je tekmovalni karakter, ta je recimo nadvse primeren za šport. In če najdemo te prave karakterno dispozicionirane otroke, se jih da fino
vpeljati v vrhunski šport in bodo tam blesteli, že zaradi svojih osnovnih psihičnih karakteristik. No, potem je Brezovar tudi omenja v kontekstu Freudove karakterologije z nekim člankom Freudovim iz leta 1916. Naslov ima nekaj značajskih tipov, ki jih srečamo v psihoanalitičnem delu, kjer je tudi Brezovar izpostavil 3 značajske tipe oziroma deformacije značaja. Tako se je Freud izrazil. Prva deformacija značaja imajo te ljudje naslov izjeme. Tako jim je Freud rekel. Potem so tukaj propadli zaradi uspeha, to je druga deformacija, tretji so pa storilci slabe vesti. Zdaj, zanimivo je, da je Freud ta spis iz leta 1916 objavil v kontekstu umetnosti in tudi pri nas je izšel tamle knjigo Spisi o umetnosti, mislim, da je iz leta 2000, sem zdaj eni tretjič, četrtič šel brat in tam imam vse športnike napisane, tiste, ki gravitirajo te recimo izjeme ali pa propadle zaradi uspeha ali pa storilci slabe vesti. Namreč v spisih o umetnosti se ta spis našel zato, ker je Freud vpeljal Shakespearja in njegovo Lady Macbeth pa Richarda III. To je nek kralj, ko je že. No, skozi ta 2 lika je izjemno dobro Shakespeare namreč opisal te značajske tipe, predvsem 2. No, zdaj bom pa poskušal tlele predstaviti tele 3 tipe deformacije značaja. Tele izjeme so v kontekstu psihične priprave športnikov izjemno pomembne, zato ker je sam Freud izpostavil tipe ljudi, ki si zracionalizirajo, torej sebi prikrojijo gledanje na svojo športno kariero, na svojo kariero sicer življenjsko, ampak zdaj jaz govorim na športno kariero, v smislu, da jim določeni uspehi pripadajo iz principa, ker so bili izvorno prikrajšani za nekaj. Freud se je skliceval tukaj na Shakespearja in citiral Shakespearja, kako so nekateri bili izvorno, revni in potem jim nek življenjski uspeh pripada. Takšni tipi ljudi lahko uspejo v karieri, torej tudi športni, ravno zaradi svojega izvornega hendikepa. V športu tako pogosto uspevajo, tudi v smučariji, blestijo z nekim talentom, reveži s svojimi življenjskimi oziroma finančnimi kalvarijami. Recimo med brazilskimi nogometaši v zadnjih desetletjih ni nobenega normalno situiranega nogometaša, torej kot otrok ni bil normalno situiran, vsi so bili neki reveži, mislim, da je izjema edini Kaká, ta je pa izhajal iz bogate družine. Ostali so pa vsi neki favele, vsemi temi Ronaldinho, pa ta Ronaldo, ta prvi, rojen leta 76, brazilski Ronaldo, ne portugalski Ronaldo. Tudi smučarji, veste, da nekateri so smučarji revni kot cerkveni miši, ampak imajo pa voljo, pogum, v kakem smuku se vržejo na glavo dol, reveži. Zato, ker nezavedno verjamejo, da jim pripada uspeh in kompenzirajo svoj izvorni hendikep, to je Freud poudarjal, s tem super nadkompenzacijskim pristopom k vrhunskem športu. Richarda III. Freud tukaj izpostavlja. Če bo kdo šel brat, se pravi izjeme, Richard III., to je en deformirani tip, ampak deformirani v pozitivnem smislu. Potem obstajajo pa teli
propalice zaradi uspeha, se pravi propadi zaradi uspeha. V športu so pač nekateri, ki jim je ratal ta začetni uspeh, čez noč so mogoče še kot mladinci v mladinskih kategorijah ali pa tudi že kot mladinci v nekem članskem športu, absolutni kategoriji, začeli nizati neke uspehe, doživeli neko slavo, potem se jim je pa nenadno zgodil nek zastoj v karieri, nekaj se je zalomilo. Zdaj, Freud omenja paciente, ki zbolijo zaradi frustrirajočega nekega odrekanja. Govorimo o odrekanju zadovoljitvi libidinalnih želja, tako je Freud govoril. Odreka pa se lahko drugim ali pa sebi. Iz klinične psihoterapevtske prakse vemo, da se ljudem v smislu porušitve mentalnega, psihičnega zdravja oziroma trdosti zalomi ravno v času, ko v nečem začnejo uspevati. Torej se jim začne izpolnjevati neke globoke, zasidrane, dolgoletne želje. Zdaj, če bi šli na šport, veste, da si je enemu Roku Petroviču, ki je zelo mlad, hitro posegal po svetovnem vrhu, bil boljši kot Križaj, ki je bil, mislim, da desetletje starejši. Rok Petrovič, moj sošolec na podiplomskem študiju, letnik 66 je, in on je kot mladinec že krojil svetovni vrh, ampak se mu je potem zalomilo, ne. Navzven, Freud je tako govoril, navzven je videti, da takšni ljudje, ki jim uspeh sproži neko kalvarijo, ne prenesejo sreče, tako se je Freud izrazil. In izpostavil, da se pri takih ljudeh uspeh in psihično porušenje vzročno dopolnjujeta, da sta povezana. Izpolnitev želje iztočita bodisi za bolezen ali pa poškodbo, in to uniči potem ves užitek. Tako je utemeljeval Freud. Ali pa drugače rečeno, izpolnitev želje v obliki nekega življenjskega uspeha pomeni sprožilec. Sprožilec je pa zdaj to znan termin. Sprožilec oziroma, se pravi, trigger oziroma aktivator porušitve psihične trdnosti. Freud je uporabljal to dikcijo, da ljudje zbolijo zaradi uspeha. To je zdaj neka laična dikcija, ampak ni daleč od resnice. In zdaj to naj bil nek paradigmatski zgled, ta Shakespearova Lady Macbeth je nek paradigmatski zgled, kjer je Freud utemeljeval, kako nek uspeh življenjski sproži kalvarijo. Zdaj, na področju športa bi to pomenilo, da se nekateri športniki na višku kariere ali pa vsaj na začetku nekih uspehov iz neznanega razloga, spontano, slučajno poškodujejo ali pa zapadejo v neko nedefinirano krizo, se pravi izgubo športne forme. In to ima neko povsem samokaznovalno, seveda nezavedno ozadje, samokaznovalno. Freud v nezavednem ozadju teoretsko oziroma vzročno izpostavlja ravno delovanje močnega superega, nadjaza. Se pravi, moč vesti, kot se je izrazil Freud, lahko dejansko samokaznovalno spotakne običajnega človeka, ki ima pestro nezavedno dejavnost. Ampak ne samo človeka, tukaj ljudje so tudi športniki. Tudi športnika je mogoče, tudi športnik sam sebe nezavedno spotakne, ker ima neko nezavedno krivdo, ki je zahrbtna in nadležna konstrukcija, ki je doslej, po mojem videnju, sesula že marsikatero športno ali pa tudi umetniško kariero. Namreč nezavedna krivda jemlje pravico do užitka, kot se je izrazil Freud. Uspeti v karieri, v življenju, tudi v obliki športnega uspeha, to je pa eden najpomembnejših identitetnih užitkov, ki so v jedru
ti užitki namreč vezani na Oedipov kompleks, na status tako imenovanega subjekta, za katerega se predpostavlja, da ima privilegij v objektu želje. Zdaj, če gre za športnika, ima privilegij v ženski želji, če gre za športnico, mogoče, ampak ta pri športnicah paradigma ni tako značilna, ima pa privilegij v moški želji. Ko športnik zapade v kronično slabo športno formo ali ko ga pestijo kronične nedefinirane poškodbe, se v resnici samokaznovalno odpove sreči oziroma uživanju. Sprožilec samokaznovalne odpovedi sreči pa je lahko ravno prvi oziroma obetajoči se tekmovalni uspeh. Se pravi, ko je uspeh na vidiku, se nekaj zgodi in ne pride do dokončnega užitka, do dokončne slave. Ta nezavedna jedra so odločilna, so pa takšna, da delujejo po tej samokaznovalni paradigmi. Ta samokaznovalna paradigma se lahko infantilno zažre v strukturo osebnosti samega športnika in potem spotika kariero nadaljno, torej, ali pa ne nadaljno, sploh kariero zaradi teh infantilnih, nekih nezavednih, samoučitajočih, k samokaznovalnosti temelječih jeder. Nek samoučitek mora biti v ozadju oziroma je lahko v ozadju, v smislu ne zaslužim si tega uspeha. Samokaznovalnost se lahko pri določenih športnicah napaja tudi z nekih transfernih razmerij s trenerjev. Ta transferna razmerja, to pomeni neko čustvovanje. Zdaj, kaj je transfer, bom mogel posebej razložiti. Transfer je pač seksualno čustvovanje s trenerjem, če govorimo o športnici, ima neko incestuozno valenco, ne. Trener je simbol očeta in zdaj športnici se lahko poraja nek samokaznovalni očitek, ki jo spotika zato, ker si očita, da je zaljubljena v trenerja in da je to prepovedano, to se pa ne sme in zdaj ta libido je močan, ona mogoče še kaj prepovedana fantazira, se mogoče samo zadovoljuje, pa v fantazijo daje trenerja. Tudi take stvari obstajajo. In potem pride do zastoja v karieri v obliki zastoja v formi ali pa celo pojavljanja nekih nedefiniranih športnih poškodb, ki imajo sicer tam neko logiko, ampak v resnici so pa take poškodbe nelogične ali pa atipične. Ne bi se smele pojaviti, pa se pojavijo. Ker je v ozadju ta oedipalna paradigma. Namreč pobudnik imperativa ne uživaj preveč je nadjaz, superego, vest, ki peče. In nadjaz kot opcija, torej kot opozicija k užitku hlepečemu onemu, ta nadjaz zagode, apriorno zagode v tem procesu sesuvanja tendence k uspehu ali pa zmagovalnosti, k tekmovalni odličnosti. In ta nadjaz je tisti falot, ki je kriv za vse. Seveda je to vse nezavedno, športnica nič ne ve, trener nič ne ve, nek psihoanalitično supervizijsko temelječ opazovalec pa to mogoče opazi, da je to kot opcija mogoče. Ta močan asketski nadjaz lahko preprečuje uspeh in vrhunske rezultate v športu. Vrhunski rezultati so v domeni onega. Jaz, tisti, ki koordinira ono pa nadjaz, se pa potem, če je nadjaz prevelik, obrne k nadjazu in ga usliši in potem športnika spotika v obliki športnih poškodb ali pa nekih nedefiniranih zastojev v športni karieri oziroma pri doseganju športne forme. Zdaj so potem tukaj še zelo podobni kot ti, ki se sami sebe spotikajo zaradi uspeha, tu so pa storilci slabe vesti,
Se pravi, kaznujejo se z nekim zdrsom, sami sebi zagodijo neko pizdarijo, naredijo, če se vulgarno izrazim, zato da bi lahko imeli slabo vest. Ker so v preteklosti zagrešili nek osnovni greh, ki je ostal nekaznovan. In potem rabijo v športni karieri nek zastoj, poškodbo, slabo formo, zato da se lahko kaznujejo. Torej, da so upravičeno kaznovani. Se pravi, rabim kazen za nazaj, ker si jo zaslužim. In potem, ker se kronično čuti krivega, sam sebi naredi zastoj v karieri, ker je kriv. Zdaj, kako je kriv? Jaz sem imel nekoč, pa pač skrivam te identitete, nekega športnika, bil je vratar, zdaj ne bom rekel, kjeri, verjetno ni bil v vaterpolu, zdaj ali je bil v rokometu ali v fuzbalu, ne bom govoril, na nivoju reprezentance je bil, ne. In on je recimo se spomnil vsakega gola, ki ga je bil kriv. Teh golov pa ni bilo prav veliko, katerih je bil prav on kriv. Ko sem imel na druge golmane, ki sem jih spraševal, če se kaj spomnijo golov, za katere so bili oni krivi, so tako bežno rekli, ne, vseh je bilo veliko, ampak da bi se spomnil, pa ne. No, ta en športnik si pa spomnil vsakega gola, ki ga je bil kriv. In potem se je pa čez leta izkazalo, da je imel on v sebi eno močno krivdo iz otroštva ven, zaradi katere, v resnici bom rekel, zaradi katere je tudi postal dober golman, ker se je fanatično trudil, da bi bil dober golman. In je bil dober golman, zato ker ni hotel biti kriv za gol, recimo, ne. In se toliko bolj trudil in aktiviral vse svoje nezavedne procese, zato da ni bil kriv. Zato, ker v sebi je pa imel neko krivdo, ki so mu jo sicer drugi nabili, ne. On kot otrok je nekaj naredil, nekaj prepovedanega na pobudo nekoga tam, je nekaj naredil in potem si je na stara leta, še po 30. letu, ko je že imel otroke, nabijal krivdo, da je kriv, in potem, ker to razžiranje notranje s to krivdo toliko pritiskalo nanj, je rabil, in v teh korona časih se je to izkazalo, on se je strašansko bal, da bi bil kriv, da bi na svoje otroke prenesel virus. Namreč on je delal kar tam z nekimi ljudmi, kaj bi rekel, strankami, ne, in on je strašansko trpel, ker se je bal krivde. On je pa krivdo imel. Tako, ko se je bal golov, za katerih bi bil kriv, se zdaj boji covida, s katerim bi okužil svoje otroke. Pa recimo ve, da otroci ne zbolevajo za covidom, oziroma nimajo simptomov, tudi če so oboleli, da niso nevarni. Ampak ker to ni bila edina krivda z boleznijo, da bi on okužil svoje otroke z nečem. Njega je bolj skrbelo, če bi on okužil kot oče svoje otroke z neozdravljivo boleznijo. 1 proti milijon, da tega ne bo naredil, ampak se je tako fanatično tega bal. Zato, ker je imel dispozicijo, da si zasluži krivdo. In pol takšni tipi ljudi, tudi športniki, za takšne tipe ljudi je treba vedeti, da imajo slabo vest od nekje, iz otroštva, iz nekih mladostniških obdobij, slabo vest obstaja, jo imajo, rabijo samo še dejanje, da bi se ta paradigma pokrila. Aha, kriv sem, zakaj sem že kriv? Tisto v nezavednem je krivda, ampak rabim pa zdaj še dejanje, s katerim sem posredno olajšal tisto notranje zadovoljstvo, nezavedno, hlepenje k kazni. In potem se kaznuje. Slabo dejanje se lahko zgodi, moralo se je zgoditi, zato da je slaba vest lahko legitimno pekla. Slabo vest je že prej imel, rabijo samo še slab rezultat, da se je vse poklopilo. Slabo dejanje, sebi škodoželjno dejanje se lahko zgodi, zato da bi slaba vest lahko pekla.
v smislu nezavedne fantazme, slabo veš, že imam odprej, rabim samo še dejanje, da se lahko pravično sekiram, da se samo kaznujem. Oziroma, kriv sem in to si nezavedno očitam, zdaj rabim samo še poškodbo, slabo formo, da oddelam to pokoro. Pokora je pa po krščanski metodologiji plačilo za neke grehe, ki jih imaš v sebi, ne? Si jih zagrešil. Zdaj teh opcij, ko športniki, športnice, jaz sem imel kar nekih teh primerov, ko sem, recimo tudi pri Ilki sem, da to mi gre povem, pa to ne ve ne Ilka, ne mama, ne nič, sem razmišljal, ali se Ilka kaznuje zato, ker je v tej družini ona na prvem mestu, Dora je pa na drugem. Čeprav tudi Dora je bila tam nekje svetovna, ne vem kaj, prvakinja, v vrhu v telemark smučanju. Ampak lahko da si neka hčerka, pa nek športnik očita, da gre ves življenjski, družinski proračun samo za njo. Ne? Jaz sem imel neko športnico, za katero sem sumil, da rabi kazen v obliki slabega rezultata, zato da se kaznuje. Ne? Kako hudiča se zdaj ti kaznuješ? Si poljo sprašval, kaj v življenju hudega si ti naredila, da se zdaj kaznuješ slabim rezultatom, ko vendarle mogla dobiti olimpijsko medaljo. Ne? In jaz sem sumil, kaj se dogaja, ampak potem je rekel, če si jaz kaj očitam, je pač to, tega tudi v tenisu veliko, tudi v smučanju, da gre vaš družinski proračun za mojo športno kariero, drago športno kariero, smučanje, tenis, ne, moja sestra, brat, pa nič ne dobita. In jaz se tukaj celo življenje že čutim krivo. In potem se kaznuje slabim rezultatom. Ne. Ali pa obstajajo že medaljisti na svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah, zdaj to kodiram, zato, ker ne smem izdati identitete. Ko so v spletu okoliščin dobili en velik denar za vse te medalje, ki ga bi morali dati tudi med svojo ekipo, med svoje trenerje, pa so v objemu pohlepa bili škrti in ves denar zadržali zase, namesto da bi to porazdelili po ekipi. In pa so nezavedno vedeli, Nadja se to sugeriral, da so krivi in kaj se je potem naslednjo sezono naredilo, ja, ni bilo vrhunskega rezultata. In pa pride en obupan trener, tole pa tole pa tole pa tole, sem rekel, kako je pa njegov greh? Ja, denarja ni razdelil, tistega, ki je dobil od sponzorjev, ne vem, države, olimpijskega komiteja. Sem rekel, no, če želi nazaj dobiti formo, naj tisti denar ali pa vsaj veliko količino denarja dati tudi trenerjem oziroma ekipi, ki je garala za to, da ima on svetovno slavo. Ne. In potem se je to pa naredil. Ne. Potem je pa športnik, športnica, ni važno, začela prosperirati nazaj v karieri in se prebila nazaj, ali pa prebil v svetovni vrh. Jaz imam v mislih nekoga, ne, in zato malo zašifriram vse skupaj. Ali pa če se spomnite smučarskih skokov, Alois Morgenstern je bil alpski smučar, Thomas Morgenstern je bil pa skakalec. Ne? Mislim, da ima 4 olimpijske medalje. On je bil, ne vem koliko, 10 let v zvezi s svojo punco, je zanosila, sta imela dojenčka in on je šel pa v objemu transferja, tega čustvovanja, svojo maserko, če se spomnite. No, on je takrat pol 3-krat, 4-krat fejst padel, ali 2-krat, se ni važno. Tok, da se je skoraj razbil čist na prav faktorje. Se nekje nazaj naglihal in potem spet zmagal na olimpijskih igrah, oziroma dobil medaljo. Ne vem, zdaj ali prvi ali tretji. Ne, po poškodbi, pol je pa nehal pri 28 letih. Ne. Jaz sem rekel, lega, kaj je naredil? Ne? Dojenčka je pustil, pa mlado mamico šel za kos pocanega mesa svojo fizioterapevtko. Ne. In zato je padel, zato se je kaznoval. Ne s slabim rezultatom, ampak s poškodbo. Ne. Imel je krivdo, rabil samo še dogodek. In o tem govori ta deformiran tip, značaj, recimo športnika. Športniki iz slabe vesti, če boste šli Freuda brati. Spisal o umetnosti, v tem spisu, ki sem govoril. Ne. Naj v tem kontekstu še dodam,
Da nek športnik lahko nezavedno kaznuje sebe z neuspehom, zato da kaznuje nekoga drugega, ki si želi njegov uspeh. Jaz poznam primere iz tenisa, ko je tenisačica kaznovala svojega fotra, ki je bil neznosen, hkrati pa njen trener. In ona je bila slaba v formi, vse narobe, poškodbe, samo zato, da je fotar trpel. In ona je sam sebi neuspeh naredila zato, da je fotar trpel. Tako je bilo moje videnje, pa sem zelo blizu bil tej športnici, zato o tem lahko tako malo bolj suvereno govorim. Ampak ne bom povedal, za katero športnico gre. Mogoče kaznovati nekoga tudi z uspehom. Ne? Zdaj bom rekel, jaz sem mogel enkrat eni športnici, ki se mi je sred sezona zaljubila, sem rekel, pismo rosno, mislim, sred sezona se gre zaljubiti. Zdaj pa najbolj, že se poročiš, pa imaš 2 otroka, pa župa pa krompir ob nedeljah kuhaš. Sem rekel, zdaj, če pa to ni res, da ta tvoja zaljubljenost na nič ne vpliva, pa mi pa gobec zaveži, gobec mi zaveži, pa dokaž. In mi ga je tako zavezala, da je prišla v svetovni vrh. Pa nikoli ni bila tako visok, zato ker je meni gobec zavezala z uspehom. Meni ga je zavezala. Kaznovati nekoga z uspehom. Načeloma so pa starši tisti, ki svojemu otroku, kot športnico pa športnici, nehotno nabijajo neko krivdo, ki jo športnik potem nosi v sebi, v svoji psihični realnosti, kot nek vsiljeni samoočitek. In potem te samoočitke stopnjujejo do nekih enormnih razsežnosti. Nabijanje krivde, recimo, gre pa lahko v smer, če ima športnica preveč intenziven čustven, se pravi transferni, seksualen odnos, fiktivno seksualen, da domnevajo doma, da se s trenerjem dol daje, in pa ti mama nabije krivdo, fotar je ves besen, ta mala si pa nabije krivdo, pa ni nič med trenerjem pa športnicom. Sam očitek pa je, transfer je, Bog ve, ko ta mala sanja, športnica, ali pa mogoče kako masturbacijo dela celo s trenerjem v fantaziji. In potem mi starši nabijajo krivdo, in potem rabi neuspeh za to, da se lahko kaznuje. To so te storilci slabe vesti. Zdaj bi lahko jaz še marsikaj povedal in bom povedal v nadaljevanju, ampak zdaj je bil tole ta prvi del in bom zdaj trenutno malo tole zaustavil. Hop.